Še enkrat lep pozdrav. Torej imamo en dežnik brez lastnika ali lastnice in ene ključe. Tako da kdor bo ugotovil, da mu nekaj od tega manjka. Sicer pa smo pri drugem delu današnjega druženja z Beatli. Po pogovoru z gospodom Damjanom Ovcem sledi še tretji del, to je ta del, ki ste ga mogoče malček zdaj pogrešali, ker je film nekoliko krajši, in sicer gre za ta polurni zadnji koncert javni pred neznansko velikim občinstvom skupine The Beatles v New Yorku. In ta drugi del filma, restavriran posnetek tega koncerta, bo se zavrtel v kinodvorani ob enih. Tako da en tak grob plan je naslednji. Tukaj se bo vsaj slišali, kaj so na Shea stadionu delali, ker tisti, ki smo bili na Shea stadionu, smo slišali popolnoma nič, razen dretja. To je bil neki migalka v nemih filmih. Ne pozabiti, če se kdo spomne, ben grede se, da veste, let je treba prebiti z nečem. Beatli so ob vsej tej histeriji in kričanju igrali v obdobju, ko je bila elektronika v povojih. Prvi album in drugi sta bila sploh mono, niti stereo. In zdaj zvemo na filmu, reče ta narator, da so posebej za njih naredili na tem štadionu, ker je bilo 56,000 ljudi, razumete, zvočnike, ki so bili 100-vatni. Prej so posod tudi po štadih igrali na 50-vatne zvočnike. Za njimi, v 70-ih letih, so tretje razredni ansambli imeli 1200-vatne zvočnike. In to ne enega, ampak celo vrsto. Tukaj je svet, koliko so oni bili dobri, ker so z minimalnimi sredstvi dosegli ogromen. Danes pa tudi nekdo, ki nima podsluha, pa ima en dober štikelc, ki ga je nekaj ali ukradil, nekdo za njega napisal, pa ima že hit, sicer je to za 14 dni, ampak prodre, ker je tok filtrov, ker oni so delali na 4-kanalne mize, pol je bilo 8 kanalov, to je bil že višek, pol so pa kombinirali in ne vem kaj, danes imaš 40-kanalne mize in tako naprej. To je treba vedeti, da zato so oni tudi veliki, ker so iz nič praktično nekaj naredili. No, ne čisti iz nič, ampak, pardon, zdaj pa. Damjan Ovsec, sicer doktor znanosti, etnolog, umetnostni zgodovinar, avtor številnih knjig in, če neskromno rečem, eden največjih poznavalcev skupine The Beatles pri nas. Mogoče ne več, enkrat nekoč sem bil, pa dela človek druge stvari. Zdaj nekako sem hotela malo se navezati na vaše tudi to strokovno področje. Kako bi rekli o Beatlih, so legenda, so fenomen, so morda mit, so vse skupaj? Jaz bi rekel, da so vse skupaj. Predvsem je pa treba poudariti to, ko so začeli, je bil svet napol prestrašen, zlasti starejše generacije ljudi, mladina jih je zelo hitro sprejela. Ne tudi pri nas, seveda, ampak v Angliji in Ameriki pa že, pa tudi v Franciji, recimo. Oni so predvsem tisto, ker je pa res pravzaprav pomembno reči, oni so pravzaprav klasika. Oni so klasika pop, rock ali pa sploh popularne muzike, pa še več kot to, oni so pravzaprav vplivali neverjetno na razvoj glasbe, in če njih ne bi bilo, eno veliko vprašanje, kaj bi se z glasbo dogajalo. Predvsem je pa takrat glasba še nekaj veljala, danes, prostite, celo jaz, ker sem glasbeno že kar izobražen, ampak vse te techno-house, ne vem kaj, zelo težko poslušam. Ker to je eno štancanje na elektroniko in hvala lepa. Oni so se res trudili, tam je vsaka pesem ima en rep pa glavo, predvsem so bili pa mojstri melodij, danes pravzaprav že praktično izumrte zvrsti glasbe. To je treba povedati. Oni so klasika in poglejte, to je kot nek Mozart ali pa Beethoven ali ne vem kaj. To je taka skupina, da se vse to poklapi skupaj. To je po moje na 150 let. Če, kam gre zdaj razvoj z vso to elektroniko, z ljudmi je vprašanje. Ampak takrat je to bilo nekaj posebnega, ker je treba povedati, da so oni združevali celo vrsto njih stvari skupaj s časom, v katerem so živeli.
Najprej treba povedati, da so zelo simpatične face. Ne? Če danes pogledate nek ansambl, ki pride, je pa vsake zase en karakter, ne zgrešljiv, če danes gledate nek ansambl, so vsi glih, ne čutiš neki. Ne? Pri njih je to šlo zelo tako daleč, to sicer v tem filmu ni bilo izpostavljeno, ampak oni so sami vedeli, da rabijo en drugi, ampak da se morajo dopolnjevati in zato so Pita Besta, ki je bobno ven vrgli z ansambla. Zato so rekli, nima dobrega nosu, nima smisla za humor in so Ringa noter pripeljali. In takrat so bili res komplet ljudi, ki jih je preveval neverjetno humor. Veste, jaz imam razne takšne plošče, ki jih niso izdali, ampak so jih izdali v okviru svojega fan kluba, ki so ga imeli v Angliji, so vsako leto eno long playko, hecali so se tako, da je to nekaj neverjetnega. Poleg tega, veste, ne vem, če kdo to ve, ne, ob vsem tem, ker so oni tudi eksperimentirali, ne vem kaj vse izdali, oni še vedno niso izdali svoje muzike a la Stockhausen in tako naprej. Oni so delali neverjetne stvari, pravi svet, zdaj sta samo še dva ostala od njih, še zmeraj se tega ne upate objaviti, reče, to je pretežko, še zmeraj nam ben razumel. Mora počakati še 20-30 let. Oni so neverjetno delali vse, ne? In tako dalje, no, da ne bom zdaj... To 4-letno obdobje, ki smo ga spremljali v filmu, na en način zelo lepo pokaže to, kar ste že vi omenili, glasba, humor, potem ves ta spektakel, prihodi na letališča, množice ljudi, ki jih čakajo, najstnikov, nekako na začetku vse spontano, potem pa je to kar neko tako obredje in vse to kričanje občudovalcev. Ja, najprej je treba iti na začetek. Ne? V Liverpool. Ja, zdaj Liverpool iz nekega ozera, so ga vsi imeli pač za nek provincialen mest in so rekli, da se prvič zgodili, da so potem po uspehih morali Liverpool zapustiti, ker je postal premajhen za njih in so morali tu bolj internacionalen in svetovljanski London. Ampak ni čisto res. Naključij sploh ni, veste. Najprej beseda Liverpool, ne. Vi veste, to liver so jetra, ne. To se pravi, to je nekako, veste kaj je beseda pool, to ni sam ribnik, ampak tudi nek pristanišče, recimo. In vi veste, da v antiki, ne, pa še v srednjem veku ni bila srce duše ali pa življenja, ni bilo srce, torej center duše, ne, ali pa seveda s tem življenja, ni bilo srce, ne, kot je že sicer mogoče zadnje stoletje, 200 let. Ne, takrat so bila jetra, ne. Z jeter se je prerokovali, jetra so bile center nečesa. Že tukaj ni pravzaprav nobenega naključja za to Liverpoolu zgodil. Ampak v resnici, ne, seveda pa ima to čist neke materialne konotacije, tudi ne sam simbolnih. Liverpool je bil zelo namešan, tam je bilo ogromen Ircev, Škotov, recimo Lennon in McCartney sta oba imata škotske korenine, Lennon zlasti irske in tako naprej, pa otok Man, tam še zdaj govorijo keltsk med Irsko in med, torej v Irskem morju ta otok, ne med Anglijo in med Irsko. Ampak tisto, ne, zaradi česar je Liverpool postal nekaj tako pomembnega, je to. Takrat avioni so bolj skromno leteli čez lužo, ne, pa tudi zelo drago je bilo z avionom takrat potovati, še v 60-ih letih. Ne. Tovorne ladje so z Amerike vozile robo v Liverpool. Zato, ker če pogledate na zemljevidu, Liverpool, New York, to je krajša varianta, ker London, ki moraš po Temzi iti, pa ne okrog varžati, ne, kad se reče, da še ne uporabim drugega izraza. To je bila ena zelo direktna linija, ne, in vse najnovejše plošče niso se v Londonu pojavile. London je imel takrat en konzervativen življenje, razumete, katerega višek je bil kakšen Cliff Richard and the Shadows, ampak to je bilo čist nekaj drugega. Medtem, ko je ta zamorska, da tako rečem, ne, rock muzika, pa tudi seveda belska, Elvis Presley in tako naprej, to je prihajali iz Amerike, ne. In John Lennon, jaz sem imel Elvisa Presleya takrat ciljno red in sem po mojem znal na pamet, jaz ne vem polovico vsega, kar je on pel. Mi je žal, ker sem jaz tudi pel v življenju. Ampak so me zafrkavali v šolstvu, rekli, ta polizanc, niso sploh razumeli, ker pa nas se ni dal primerjati. Veste, mi nismo imeli plošč, mi nismo imeli filmov v tem, pa nas je samo nekaj, kot bi rekli Hrvati, nagađalo. Ne. Takole, a je to ali ni to, pa vsak je vse vedel, pa meni vedel nič. Ne.
In to reče zaradi tega, da sem takrat mi je kar malo zrastel sebi, sem rekel sošolcem, to je bilo še v 8-letki, ne. Sem rekel, pejte se vi soliti, John Lennon, ne, ki vem pa zdaj kar nekako všeč. John Lennon je rekel, da Beatlov ne bi bilo, če ne bi bilo Elvisa Presleya, ne. Je rekel, to je edin, ki me je res navdušil, da sem se začel s to rosno mlad pri 15 letih ukvarjati s to glasbo. No in zdaj v Liverpoolu čez mesto teče in se zliva v morje reka, ki se imenuje Mersey. In ko so Beatli začeli igrati od tega lokala Cavern in ne vem kaj še vse, sta bile tukaj dve stvari. Najprej je duh časa, ker je bil Liverpool pristaniško mesto, so bile skozi neke nove ideje z Amerike, z drugega sveta, ploče sem že rekel, ameriške in tako naprej, je bil malo odštekan in bolj napreden od konzervativnega Londona. Bil je tudi delavski, tam niso imeli nekih posebnih snobističnih zadev, ki jih je seveda, se veste, hierarhično, socialno razvejana Anglija polna, ne. Konec koncev v Londonu je kraljica, ne, Buckinghamska palača, to je vse malo drugače kot delavski Liverpool. In zelo hitro so začeli drugi ansambli Beatle ponašati, to je rastlo skupaj. Nemci temu rečejo Zeitgeist. Beatli se niso, oni so se natančno v pravem trenutku pojavili. 5 let prej ne bi bili možni. Ampak 62, 61, 60 pa že počas. Ne? In sami vidite, tu v filmu ste dobro videli, kako počas so pravzaprav napredovali. Morali se iti v Hamburg, takrat je z njim igral še Stu Sutcliffe, ki je bil najboljši prijatelj od Johna, on je bil najbolj brihten, verjetno najbolj zrel, te so bili še vsi malo takole, ne, so se hecali mladeniči. On je bil zelo zrel in je študiral umetnost in je igral bobne pri njih, ampak in se tam zaljubil, oziroma se je vanga zaljubila neka punca, Astrid Kirchen se je pisala, in ona je bila navdušena tem ansamblom, so skozi viseli v tistem lokalu v Hamburgu in ona je nimenega lepega dne predlagala, dajte vi, ki ste že tako dobri, boste pa še malo drugače, pa jih je počesala naprej. Ne. To se pravi, Nemka je naredila to in v tistem lokalu so postali znani, ne. Prej so imeli različna druga imena, ne vem, če je čas za to, če koga zanima, lahko pol vpraša. Pol so pristali pri Beatles, ker je Bill Haley, ne, bil en zelo znan, Buddy Holly, pardon, en znan rocker, ne, ki so ga občudovali, ki je bil starejši od Beatlov, je imel ansambl Buddy Holly and the Crickets, pri čemer so Crickets, ki se, to pomeni čirički, ne, ampak se piše z 2 T, oni so pisali z enim T-jem, ker pomeni, da je šlo za besedno igro cricket, ne, kot popularna igra angleška in pa čiriček. Ne. In to je Lennon videl in je rekel, dobro, bomo pa mi Beatli, ne, ampak z A-jem, ne, ker hrošče Beatles z 2 E, zdaj pa beat v angleščini, pa je to slovar pogledati, pomeni 40 različnih stvari, ne. Od udarca do bita do ne vem kaj in tako naprej. Ne. In zdaj seveda je bilo tam masa enih ansamblov in se je temu rekli Mersey Beat Sound. To je šlo eno z drugim, vsi so vplivali en na drugega, to tudi Lennon prepoveduje v tem. Ne. Čas je bil ta prav, mi smo ta čas izkoristili in smo nazaj v ta čas dali svoje stvari in to nadgrajevali. In na koncu je prišlo to do ene kompletne norišence, ampak v zelo pozitivnem smislu. Fanti so bili pozitivci, veste, to ni bilo razgrajanj in huliganizma in tega se vidite, koliko so cortkani. Ne. Takrat je bil predsednik angleški Harold Wilson, ne. In on jih je, ker so mu v opoziciji zelo zamerili, uporabil zase za svoje politične zadeve, nekaj češ, Beatli so mi všeč, njegova žena pa sploh rekla, jaz so tako luštkani te fante, ne morejo priti k nam igrati in tako naprej. Skratka, takrat si začel, so bili pa že v Londonu, tisto obdobje Londona, ki je par let, so ga imenovali, tudi tisti, ki so takrat bili tam, vsi so bili veseli, tako zvan swing in London je to bil. Vsi so neki poplesavali, vsi so se dolge lase, pol časoma je z tega nastalo hipijevsko gibanje v Ameriki in tako naprej. Skratka, tukaj je bilo več teh faktorjev, ampak Beatli so to nekako uravnavali in usmerjali. Ne. In potem so vsi gledali, what's next, ne, kaj bojo zdaj naredili. Ne.
Pa so nekaj naredili, pa spet vsi, ne, tako. In tako je to šlo, postopoma. Ne. Zdaj, mogoče ena stvar, ki se vas jo najbolj želim vprašati, ker ste res poznavalc. Zdaj, režiser tega filma, Ron Howard, Američan, kot sem prej rekla na začetku, avtor številnih hollywoodskih uspešnic, Oskarjevc, je dobil povabilo, da posname ta film. In on s svojo ekipo se je tega lotil zelo resno, ne samo, da so vsi oba preživela Beatla in obe soprogi pokojnih zelo z veseljem sodelovali pri nastajanju tega filma. Sprožili so tudi eno veliko akcijo iskanja morda kakšnih zasebnih posnetkov Beatlov, morda kakšnih manj znanih posnetkov. In zdaj, Damjan, ste vi v tem filmu videli, slišali mogoče kakšno stvar novo? Ne. Ne. Pogrešal pa bi stvari, ki so že takrat imeli posnete, pa jih v ta film niso vključili. Ker veste, oni, glejte, ta prvo ploščo so izdali Love Me Do. To sem jaz slišal, ko sem bil v 8. razredu in sem si rekel, no ja, dosti zanimivo, ampak se me nič ni dotaknil. In tudi oni 9. oktobra je bilo izdano leta 1962. In tudi niso prišli, čeprav so to ploščo 17-krat snemali, ne, pa je čisto preprosta, 17-krat so jo posneli, da je bil Epstein zadovoljen. Ampak so prišli tam nekje na 30-40. mesto angleške lestvice. Treba počakati še par mesecev, da so jo izdali Please, Please Me, na drugi strani pa Ask Me Why, to so bili takrat še singli. Ne. In takrat so pa na te lestvice prišli. Ne. Zdaj pa, zakaj to zdaj govorim? Zaradi tega, ker ta zadnja plošča njihova, to se tudi ne ve, ne, ni Let It Be. Išla je ta zadnja leta 70, vsi mislijo, da je to zadnja njihova. Ne, zadnja njihova je Abbey Road, ki je šla 69. leta, ampak to je njihova skupna, ki so jo naredili, ker Let It Be je pa sestavljen samo Phil Spector je bil izredno dober mix and manager, kot se reče, za tistimi mizami mešalnimi in je pol iz raznih njihovih komadov to uspešno skupaj dal, ampak ta zadnja plošča je pač Abbey Road, ampak tista, s katero so pa pravzaprav svet pretresali in ga predrugačili, je pa ta napol psihadelična, moderna, nemoderna, rock, vse mogoče stili, ki so, pač Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ne? In to je plošča, ki je šla leta 67 in končno se je Jugoton v tistem groznem socialističnem odporu do imperialističnih in skrajno nevarnih Beatlov omehčal in je to ploščo izdal. In zakaj vam zdaj to govorim? Zaradi tega, ker prej je ta plošča je šla, sem jaz na nekih bootlegs, ne, to so te prepovedani, neodobreni posnetki, ki so recimo izhajali brez dovoljenja Beatlov in tako naprej. Zakaj? Kako je to izgledalo? Beatli so imeli radi svoje prijatelje, so se z njimi obdali z mladih let. In potem, ko so ustanovili to svojo korporacijo Apple, ne, na Savile Row, če kdo kdaj je bil, te oči zraven Piccadillija, okrog njih so pa same najbolj znane, kako bi rekel, plemiške, bolj za plemiče in za višji sloj krojačarnice. Ne. No in te fantje z mladosti so tam posedali na njihov način, na račun pil, žurerali cele mesece in leta, torej ogromno njihovega denarja so potrošili, ampak to še ni vse. Marsikdo med njimi je, ker je imel pač do njih dostop, ker so bili pač prijatelji šole, je tisto, kar so oni nasneli takole v svojo zabavo in mimo grede so tiste trakove ukradli. In potem so nekje v Ameriki, ali pa kaj s tem, kje, zlasti v Ameriki, ki je pravno malo del od Anglije, te tako zvane bootleg, ne, to pomeni, to je prepovedana ploča oziroma tisto, kar ni odobreno. Ne. In na teh pločah sem jaz slišal celo vrsto komadov, ki sploh še niso išli. Ne. To so taki demo posnetki, pa malo so se zafrkavali, pa pol enega komada je, drugo so pa šele čez 3 leta, ker pa so bili tako natančni in pedantni, veste, da recimo to njihovo res, torej mene najbolj všeč Abbey Road, ne, ki je remek delo, ampak Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band je nekaj posebnega, ne, tudi se vidi njihovo neverjetno svetovljanstvo, gor imate same
glave vseh mogočih znanih ljudi, pesnikov, pisateljev, celo indijskih jogijev, recimo, če kdo to pozna, Šri Yukteswarji, Paramahansa, Yogananda in podobni so gor. S tem so pokazali, da oni res vejo, zakaj na tem planetu gre. Oni so to vedeli, ne. Koliko je pa to publika o njih vedela, je pa drugo vprašanje, zaradi tega, ker mediji tako vse okrog obrnejo in jih sploh takšne stvari ne zanimajo, njih zanimajo škandalčki, kdo je s kom, un tretji, četrti, se sami veste. No, skratka, te plošče, oni so snemali Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 9 mesecev, ne, in so samo za snemanje takrat dali, to je bilo v tistih časih ogromno denarja, 40,000 funtov, ne. So samo tiste ure snemanja koštale, ne njihovi honorari, ki sploh niso imeli, ne. Oni so dobili denar pol od plošč in zaslužili so, kakor bi vsi mislili, danes bi eni isti Beatli imeli bilijone, ne. Takrat pa sploh ne, ker so jih vsi, oprostite izrazu, nategovali. Imeli so pošastno slabe pogodbe, od enega albuma so dobili 3 penije ali ne vem kaj, razumete, to ni šlo tako, kot si danes predstavljamo. Zaslužili so na koncertih, ki so jih pa nehali igrati, ne. No, dobro, to je zdaj druga zgodba. Damjan, sam, če dovolite en medklic, zelo si želim, da bi avtorji danes res imeli take drugačne pogodbe, kot so jih imeli Beatli takrat. Zdaj pa, hotela sem pa takole predlagati, ker imamo toliko enih zanimivih tem, da mogoče preden odpreva temo Beatli in Jugoslavija, Beatli in Slovenija, da mogoče sam za hip še skočimo v Združene države Amerike, ker se je pač film kar en precejšen del odvijal v Združenih državah Amerike. Tudi očitno pokaže, kakšen čas je bil to v Ameriki, zelo pomembna leta, prva polovica 60-ih, vojna v Vietnamu, velika pozitivna gibanja, ki se začenjajo v družbi, umor JFK-ja. Po drugi strani pa tako nekako imaš občutek, kot da je Amerika samo čakala na to nekoliko nerodno Johnovo izjavo, ko se je primerjal z Jezusom, da ga zdaj ta konzervativna Amerika pograbi njega in Beatle in da se zgodi ta linč, kot se je zgodil. Mogoče malo tem. Veste, Amerika je skrajno, in tudi danes, skrajno hinavska država, ne, to se vidi, kaj že potem, kaj Trump dela, ne, en dan to, drug dan to. Amerikanci so res hinavci, ne, se v glavnem je vsaka nacija malo hinavska, ne, zato tisti, ki govorijo resnico in žebljico na glavico zadanjo z neko izjavo, vedno nastradajo, ne. In zdaj Amerika, se veste, tam je na eni strani enih čudnih svinjarij, pa mislim militantnih, tudi če hočete seksualnih, vse to je bilo, hkrati pa tista puritanska Amerika, ne, ker to, da pobijajo vsak dan 50 ljudi ni nič, ne, samo Bog ne dej, da kdo kaj reče čez religijo, se veste, puritanski vzhod Amerike je en problem, Kalifornija je strašno liberalna in odprta, zelo hudi so pa na jugu, ne. In na jugu seveda, ja, pogledajte, segregacija je bila silna, ne. Jaz vam povem, ne, moja žena je bila recimo 6 let v Ameriki takrat, to je bilo na začetku 60-ih let, vi ste imeli v Washingtonu, v glavnem mestu, so bili lokali for niggers and dogs only, samo za pse in za morce. Ne. Niti, paste, pa ni bilo več suženstva, ampak to je bilo grozljivka, ne, zdaj na jugu, ne, ki je bil pa navajena za morce, ki so seveda bili v sužde lastniškem odnosu z njimi, je bilo pa sploh grozen, ne. In zdaj se pa upa leno nekaj tacga reči, ne. Ampak so hinavci, ne, na eni strani cerkev, pa Bog, pa vse, kar hočete, na drugi strani pa Ku Klux Klan, ne, ki v krščanskem etosu, ki je fantastičen, ker prav ne sodi, da ne boš sojen, beremo v Bibliji, ker prav vsi ljudje smo enaki in tako dalje, ne, oni so izumili Ku Klux Klan in veste, kaj so Ku Klux Klanovci delali, ne, še zmeri, ne, pravzaprav te stvari niso rešene, ne. In jasno, da tukaj takšna izjava, ki je bila, so jo pograbili, ker vi morate razumeti, konzervativni Američani že itak, torej Amerikanci sploh Evropo slabo razumejo, takrat so jo pa še slabše razumeli. In zdaj imate še toliko tega konzervativizma in za njih so bili Beatli eni aroganten tujk z dolgimi lasmi, ki kriči in ki zavaja njihovo čudovito mladino,
Ker ni pa nič čudnega, spomnite se Elvisa Presleya, on je bil prvi belc, za katerega so rekli, da poje kot zamorc, če uporabim slovensko besedo, kot črnc, je še hujše reči, mi imamo krasno besedo zamorc, to pomeni nekaj, ki je za morjem, Afrika je za morjem. Čeprav danes, če rečeš zamorec, je malo čudno. Beseda jezik se spremine in s tem tudi pomeni. Ampak Elvis Presley je imel težave in je bil, torej, mularija ga je obožvala, ta stari so se pa za glavo držali in prepovedovali svojim sinovom in hčeram hoditi na njegove koncerte, pri čemer je bil Elvis res en tak seksualen simbol tudi, ne samo, da je blazno fajn kri, on je imel take 70 pesmi, ampak je fajn rock and roll udaril, tudi tako fino znal zjeti, ampak on se je zvijal strašno, zato so mu rekli Elvis the pelvis, se pravi Elvis medlenica in Beatli so bili tok. Te so bili res pametni v resnici, veste, oni so rekli, ni govora, oni statično bere, malo nasmi zaradi las, da so ženske vreščale, če ne še to, ampak oni mirno igrajo, kot da bi eno klasično muziko igrali, se ne zverajo, so rekli, to dela Elvis, ne se on nogo zelo, mi se ne bomo, v tem smislu. Zdaj, seveda, na drugi strani so pa Amerikanci tudi zelo odprti, se zato ta odhod znanstvenikov v Ameriko in vseh idej, vse se v Ameriki začne. Amerika je čudna, kolikor je konzervativna, tako je tudi liberalna, ampak Amerika je ogromna in tam je vse mogoče. Vi berete, ljudje imajo v New Yorku in ne vem kaj, 15 ključavnic v vratah v stanovanju, ampak vi greste potem v Vermont, krasna pokrajina, dežela, tako naprej, tam pa sploh ne zaklepajo stanovanj, še zdaj ne. Amerika je grozen ambivalentna, to moš razumeti, težko to razumeš, kako to gre. Oni so še zmeraj eni beboti, oprostite, ta masovna kultura, delajo same kozlarije, delajo, pa se navdušujejo nad nekimi kozlarijami, pa vse največje na svetu, pa vse najboljše na svetu, ampak po drugi plati imate pa tam zelo veliko, zelo kvalitetnih raziskovalcev, znanstvenikov in tako naprej in to je bilo že v tisti dobi, ko so oni bili. Čeprav, če dovolite, se bi še pol, torej, pri nas je bila katastrofa, v tem pa še prišla pol, ampak celo, veste, New York Herald Tribune, ko so prišli Beatli, so zdaj seveda odrasli ljudje, torej starejši so rekli, to je nekaj tako. Niso dojeli, da to ni nekaj tako, da je to eno vražjo močno gibanje, ki bo preraslo v neko globalno situacijo in svet res zelo spremenil, Torej, v New York Herald Tribune, to kar prebrati, so napisali, zelo resno in kritik, Beatli, to je 75% publicitete, 20% frizure in 5% žvrgolečega stokanja. To se vidite, to je bil spopad starega z novim, konzervativnega sveta z nečem novim, kar je potem preraslo v flower power in vse te Beatle, hipije in tako naprej, kar se je potem nekako zaključil s tistim velefamoznim koncertom v Woodstocku, pa še pole nekaj časa trajali, v 70-ih letih začeli pa to deklinirati. Ja, pa mogoče tudi en tak občutek ponovne invazije Velike Britanije v Združenih državah. Jaz sem pač brala angleški kritiki so rekli, malo so se pohecali, kaj je šel John govoriti, bolj popularni smo od Jezusa, kaj ni rekel, popularnejši smo od Shakespearja, pa bi bilo vse v redu. Ampak morava nadaljevati, Beatli so bili zelo spontani, ne to pozabiti, in zelo odkrito srčni. Predvsem je pa tako, vi imate ponavadi, če imate neko skupino ljudi, ki igra, je mogoče en duhovit, če sploh je. Tukaj so bili 4 enak duhoviti, iz tega mora nekaj nastati. Razumete, ena energija nastane, en smeh, en vesele in oni so ga s pridoma tudi nam kle, čeprav po drobnih kapljicah in zamudo dejali tudi v Sloveniji. In zato sem jaz tako skočil, sem se prej ukvarjal z to popularno muziko, tudi da bi se rekel, te so pa res dobri. No, vi ste malček mlajši od 4 Beatlov, ampak zdaj ta velika druga tema, kako ste se vi srečali z njimi, kako jih je sprejela Jugoslavija, kako jih je sprejela Ljubljana, Slovenija? Ja, zdaj tako, Hvala Bogu, da Beatli so dva sta Ringo in John letnik 40,
McCartney je 42, George Harrison je pa najmlajši, je pa 43. Ne. Ker je bil najmlajši, so ga tudi tako malo odrivali in so ga imenovali Tihi, the silent Beatle, ne, Tihi Beatle. Kasneje se je začel malo uveljavljati, če ne so ga pa una dva sta egomanaka bila, seveda sta ga odrivala. Ampak pel je pa na vseh komadih zraven, veste, oni so poleg igranja in dobrih komadov razvili, vsi imajo 100% posluh, oni so razvili to prepletanje glasovno, to so strašno dobro obvladali. Zato je pač en angleški kritik napisal, da na zadnji plošči, to je bila druga njihova plošča, je že govoril o tem, da oni to delajo v smislu eolskih kadenc, njihovo petje. Ne. Lennon je rekel, da cel življenje ni vedel, kaj to je, da je mislil, so neki eksotični ptiči. Ne. Ker not oni niso poznali tega, ne, tudi tega zdravoslovja. Ne. In zdaj, seveda, hvala Bogu, da sem jaz letnik 49 bil, zaradi tega, ker če bi bil mlajši, že letnik, recimo, jaz sem hodil na zelo meščansko Šubičevo gimnazijo, ne, taka elitna je bila takrat, in vi ne veste, kako je ta gimnazija bila prolatinska in profrankofonska je bila, no? Profrancoska. In letniki, en let pred nami, so vsi tripali z Madame Saje, ki je bila naša zloglasna učiteljica, zloglasna zaradi tega, ker smo se na koncu vsi grozen bal, postali grbasti, ker je takole gledala, pa poimensko si moral vsak dan pred uro znati francoščine iz nič, ne vem koliko, smo vsi takole pod klopjoni, se že skoraj tukaj stratu. Mi, ker so torej tisti, ki so bili pred nami, ne, recimo letniki 48, 46, so pa obožvali francoščino. Mi ne, to je bilo konc Francozi, zdaj je bila doba Anglije, doba angleščine, doba Beatlov. V Angliji se je nekaj dogajalo, v Franciji se nič ni dogajalo. V Franciji se je dogajalo takrat, ker so Beatli prišli v Olimpijo pet. Če ne pa nekaj dost, ne. Zato vam tudi Francozi lahko povejo, se za njih je bil tudi ta šok, ampak fenomen teh Beatlov je, preden nadaljujem z vašim vprašanjem, tudi to, ne, se ste videli, enako so jih Japonci, ki imajo drugo kulturo, posod enak, no. To je en fenomen, ker se vidi, da smo ljudje zelo povezani s pozitivnimi stvarmi, z dobro muziko in tako naprej, in da to povezuje cel ta zdaj že rahlo nesrečen planet, ne. Se vidite, kaj se dogaja. No, v Ljubljani pa tako, ne. Jasno, vi ne smete pozabiti, jaz sem tudi umetnostni zgodovinar, ne, pa vam lahko rečem mirno, ker sami tudi veste. Ne. 200 let je trajalo, da je gotika prišla v Slovenijo. Ne. Veste, neskončno dolg čas je trajalo, da je prišla z Italije, ne, vis-a-vis renesansa. Ne. Edina stvar, ki je pri nas res izjemno močna, ne, s čimer hočem povedati, da mi znamo, če hočemo, je barok. Ne. Nikdar v Sloveniji, ne prej, ne zdaj, no dobro, takrat Slovenija ni bila Slovenija, ampak na naših tleh nikoli ni bilo tacga podjetja, kad je bila barokizacija Slovenije. Poglejte, v 90-ih letih so vse cerkve zbarokizirali. To je bil neverjeten podvig, če bi danes mi to sposobni bili narediti, bi v Ljubljani imeli 35 železniških postaj, tako pa avtobusnih in tako naprej, tako pa nimamo nič. Imeli bi 15 nukov, tako nimamo niti naslednjega nuka. To so te šmorni, ki so. Ne. Zdaj pa seveda, ne, si vi predstavljate, najprej Slovenija je bila bolj tolerantna do Zahoda, ker je veliko Slovencev na Primorskem živeli, so v glavnem vsi znali italijansk. Ne. In oni so z Italije dobivali že prve plošče in tako naprej. Tako da tam je še nekako šlo in tudi na Primorskem, Koper, Izola in tako naprej, si že videl ta prve malo bolj dolgolase ljudi. Nasplošno pa seveda so bili to en nus produkt Beatli gnilega kapitalizma, bolj ali manj, ne, čeprav pa nas nismo bili tako zadrti, kot kakšni Čehi ali pa Madžari, ampak Hrvati so bili že bolj, ne, Srbi pa sploh. Ne. Podobno še danes. Srbi še bolj. Ja, seveda, poglejte, mi smo imeli te homoseksualne sprevode po Ljubljani brez kakršnih koli tegob, napak, v popolnem meru, ne. Ko so Srbi prvič to probali narediti, ne, se jih s cegli obmetavali, mladi ljudje. Ne. Mi smo dosti bolj tolerantni, veste, mi smo bolj zdiferencirana nacija, ker le mi imamo na Avstrijo in Italijo, ni nas velik in tako naprej, ampak kljub vsemu je bil en šmor. Prvi šmor je bil ta, da Beatlov nisi mogel do njihovega filma
A Hard Day's Night, 60. leta, pa še takrat komi, mi smo ta film videli, ampak smo ga videli s 3-letno zamudo, zdaj ne spomnim, je bilo 69, mogoče smo videli šele 70. leta, skratka z grozno zamudo. Pač pa smo jih enkrat videli na televiziji, ker so gostovali v Italiji in so jih 5 pesmi zapeli in to naša televizija predvajala. Za čudo. Vem, da mi smo imeli televizijo takrat doma v našem bloku, cela vrsta mojih prijateljev pa ne, in to je bil en razred, enih 40 nas je bilo v sob, na srečo so velike sobe in smo tisti bulali takole, čist tresoči se od veselja in tako, ne. In zdaj naslednja stvar, ki je bila pri nas, je bil pa, če se spomnite, All You Need Is Love, ki je to bilo na BBC-u, to je bila v okviru UNICEF-a in so to v živo predvajali, seveda črno-beli tehniki in tako naprej. No in takrat smo, to je edino, kar smo do razpada od Beatlov mi videli, poleg Sgt. Peppersa kot plošče. To seveda govori o tem, da smo imeli zelo čudne predstave, ne, da ne govorim o starejših ljudeh, ki pa prvič nič niso vedeli, drugič so pa prepisovali angleške stvari, torej kritike tistih Angležev, ki Beatlov niso marali, ker eni so jih, ampak naši niso ta dobri kritiko vzeli, ampak so iskali ta najslabši, ne, ker je bilo treba jasno najbolj kruto čez Zahod govoriti, čez njih tudi. In jaz sem klele enkrat ob njih, 10-letnici, torej ko je Lennon umrl, ko so ga ustrelili ta 80 starega, 40 let, sem jaz napisal cele špehe, razne časopise, mladino, glasbeno mladino, pa navadno mladino. In bom tole prebral klene zaradi tega, ker če bi na pamet govoril, bi mislil, da se zmišljujem. Kaj je namreč v Tovarišu, ne, to je bila revija, ali pa v Delu pisal, ne, to je. Beatli so živali, ki jedo meso, surovo meso, časna reč, to je pisalo v Tovarišu. Zvijajo roke mladim deklicam, onečaščajo vse prek mladino in jo kvarijo, so demoni, spake in ta novinar je bil očitno zelo izobražen, ker je napisal še škopniki vedomci, ker to ponovadi ne ve, povprečen človek, in hudiči, ki tulijo, kričijo, skačejo in ritajo po zahodnih odrih in razbijajo čudovito spokojnost sveta na cinične koščke. Ne? In seveda to je bilo v tistem obdobju, ker so z največjim veseljem naši starši ostali pisali Twist. To je bilo 10 let nazaj. Ne? In še tole, ne? Naslednji korak je bilo, da Beatli ne znajo pet in še manj igrati. In višek cinizma, ne, je pa ta, da znajo samo 4 akorde. Ne? Torej najbolj uigran band, veste, ko so Beatli razpadli, mnogo let kasneje je George Harrison, ki je igral z najbolj znanimi, najboljšimi glasbeniki vsega sveta, je rekel, to ni nič kot, to v primerjavi z Beatli ni nič. Mi smo se tako ujeli, da se to ne da povedati, ne. Kot en organizem. Tako, jaz ne vem, če kdo gledal, to je spet en film, ki ga pa nas ni bilo, ne. Let It Be je en dokumentarni film o njih, kot zanimivost povem tole. McCartney pride z eno pesnico, kdo Abbey Road pozna, Maxwell Silverhammer. Maxwell Silverhammer, in tako naprej. On pride noter, živijo fantje in tako naprej, kako ste dobro spali, ne? Se usede en nov komad imam. Vsak s svojim inštrumentom pozicije zasedajo in on reče, gre pa takole, F, do, is, B, minor, pove akorde, 3 akorde naprej pove in začne pet. Tem, pa ta tretjem akordu ga že spremlja in on pa sam govori, H3, akorde govori, akorde prijemajo, ki grejo drugič skozi, ga pa že tudi pevsko spremljajo. Mislim, to je fenomen, ki ga morate videti. Ne. To je res enkratna stvar in seveda takšna stvar je takšna, da se v življenje da nekaj veselja, ko se jaz na to spomnim, si rečem, fanti so bili dobri. Ne. Oni so bili enostavno dobri. In zato smo mi seveda takrat na kolezijo po letu hodili. In en od prvih entuzijastov je bil še živeči, seveda Janez Bončina Benč, ki ga gotovo poznate. Pa njemu doma smo se dobivali, ker je njegova sestra živela v Londonu in mu je pošiljala te mehne, torej 45 ne, plošče. Neka druga, ki pa v Italiji živela, je pa mu kupila en gramofon na baterije, ki se je imenoval italijansko Mangiadiski,
ker si dal noter. Ja, to si lahko na kolezi poslušal, ne. In jaz vam povem, ne, piše, takrat je pisal na ploščah, da ploščo lahko poslušaš recimo 200-krat, ne, potem pa izdelovalec ne garantira več, kaj bo z njo. Torej, mi smo še najmanj 400-krat poslušali, recimo Help ali pa še karkoli drugega, Yesterday. In smo tisto ploščo pol na koncu, po 2 dneh, 3 dneh smo tja hodili, si ven vzela plošča, popolnoma siva. Igla ti ploščo spraska do sivina, ampak še zmeraj mi neki grgral in to je bilo za nas zadost, sam da je delal. To so pač takšni spomini, ne, in zdaj, takrat je bilo pa nas tudi malo težko, ne, ker ljudje so seveda vedeli, tega pa sploh nismo omenjali, nekakšna skupina istega časa so bili Rollingi. In na začetku se ni vedeli, kdo je boljš. Ne, sem imam doma eno mehno ploščo, ne, kot se reče, ker smo mala plošča, se veste, ta na mehne obrate in igrajo Rollingi en komad, Come On se imenuje. Takrat bi lahko rekel, se to je pa od Beatlov komad, zelo podoben. Ne. Sam potem grejo oni v popolnoma drugo smer in oni mene niso veselili. Ne. Za mene so bili preveč težki, odtrgani, zoprni in ne preveč zanimivi. No, jih cenim, so celo vrsto finih stvari naredili, ampak vedno so capljali za Beatli. Ne. Ko so Beatli izdali Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, so oni izdali Beggars Banquet. Ne. Podobno ploščo na podoben način. Ampak oni so zmeraj veseli v študijih, so Beatli snemali, pa vlekli na ušesa. Ne. In jaz sem violino igral, pa kitaro, ne, in takrat v glasbeni šoli je veljalo prepričanje, da tisti, ki imajo posluh, poslušajo Beatle, tisti, ki so brez posluha, pa Rollinge. To je bila ena taka domača zadeva. Ne. No ja, seveda, da ne bi zdaj naprej, ne, če imate vi še kaj drugega, pa če bo kdo kaj vprašal. Jaz bi vas poslušala do večera ja, veste, to je za en teden. Ne? Ja, to je za en teden. Najmanj. Ampak se mi zdi, no, da smo pa eno tako občinstvo, ki ima najbrž marsikdo kakšno tudi svojo zgodbo, prvo srečanje z Beatli, odraščanje z Beatli, nesrečanje z Beatli, ali pa kakšno vprašanje za vas, tako da prosim lepo. Oni so bili strašno samozavestni, veste, so šli v Hamburg, so šli potem tam v en kraj, ne, Arnhem, znan iz torej množice pobitih pokopališče, no, ameriških vojakov in so se nič niso bili znani takrat. Ne. Skozi so Lennona sprašvali, ki je bil nekakšen vodja. Johnny, kdaj bomo slavni? On pa pomerite se, kmalu. No in so se tam, to je tudi zanimivo, ne, so se slikali, to še nikoli nisem narekel, ampak danes mi na pamet padlo. Veste, šlo je za pokopane vojake, je bil en ogromen napis, ne, their name liveth forever, ne, in večno bojo živeli, namreč vojake, ampak oni so se potem rekli, mi bomo tudi. Ne. Tako, mislim, zanimiv, ne, skratka. Veste, mene pri njih bilo to, da res niso bili snobi, ker so bili iz delavskih familij. McCartney je še danes, z vsakim se družil, nič nobene veličine, tudi takrat. Ne. To so pozitivne stvari, ki jih mlad človek sprejme na eno lato svoje lestvice vrednot. Ne. No, Izvolite, gospa. Jaz sem eno vprašanje. Zakaj je zavrnil Imeldo Marcos? Zakaj so jo zavrnili? Zakaj niso šli k njej na večerjo? Zaradi tega, ker so vedeli, da je ta njen mož diktator in da je baraba. Ne. Razen tega so rekli, da eni ženski, ki ima 120 parov čevljev, samo v eni omari ne gremo. Ne. Ne pride k nam, ampak oni so, oni v Kansas Cityju, pa dol, Jacksonville je bil, ne. Oni niso hoteli igrati, oni so rekli, če ne boste črncov spustili noter, mi ne igramo. Kaj pa misli, da ste Amerikanci? Pa so bili zelo ostri, oni so rekli, vi ste idioti v Ameriki. Ne. Sicer so pazili, da je to rečejo, niso glih rekli na Edu Sullivanu, ampak takole vmes med novinarji pa. Ne. Ja, lahko. Ja, izvolite. Glede samega filma, ne, saj mečkam bi lahko bilo prevodov teh pesmi, ne, to se meni zdi. To je težko, ne. Ja, vem, da je težko, ampak do neke mere pa bi lahko bilo, ker je pomensko, ne, glede prevoda. Glede samega filma se mi pa konc, ki je ta koncert na vrh stolpnice, ne, se mi pa zdi, to je bilo sigurno dogovorjeno, ampak en hud poseg v komad, da so te imena filmskih delavcev vrteli vmes. To jaz sem
poklicni fotograf bil, to je najbolj grozen, da na izdelek gor limaš imena, ampak to je očitno bilo dogovorjeno, ampak v stališča umetnosti, pa to je le pomemben komad, ta zadnji na vrh stolpnice, pa se vrtijo imena, ne, to mi ne gre. Mislim, oni so toliko napredovali, najprej so bili preprosti. To sem sam o samem filmu rekel, ne o Beatlih. Ne, ampak zdaj ste me spomnili še nekaj. Oni so napredovali silno. Ne. Jaz so prva besedila preprosta, to im je kakšen kritik očital, kaj, love me, do love, God love. Sploh ni res, ne, če danes tudi ta prva besedila so vsaj duhovita, če drugega ne. Ena pesem je Babies in Black and I Feeling Blue. Ne. Se veste, kaj je to? Ne, vse v tem stilu. Ne. Potem so pa zelo napredovali in zato, ko so napredovali tudi njihova besedila, oni so prvi objavili določene slike na albumih, prvi so izdali dvojni album v zgodovini pop glasbe, prvi so določene slike uporabljali načine, prvi so seveda tudi svoja besedila pisali. Takrat so se že tako razvili, da jih ni bilo sram pisati tega besedil. Sploh je rekel, Leno, jaz sem v glavnem pesnik, je rekel. Ne. In ampak vse veste, kakšni so novinari, pol to vse okrog obrnajo. Med drugim so rekli, zakaj ste vi taki egomanjaki? Svoje kolege postaviti, no? Ja. Ampak kar nadaljujte. No, sam to ne rečem. Zakaj vi skozi she loves me, ne? Pa I want to hold your hand, ne? In ne vem kaj, je rekel Leno, pa kaj vi mislite, a ne pojemo she loves him, ali pa I want to hold its hand. Da so taki štosi in tega je krat milijon. Ne. Se pravi, čujem, ne. Jaz veste, kad človek asociira, ne. To ni predavanje, to je hecanje malo od duhu. Mogoče bi še kdo karkoli rekel? Izvolite. Pri nas doma imamo tako razdeljen, da mož ima posluh, jaz pa ne. Glede na to, kaj ste rekel, gospod, zdaj bom povedala. Besedila, jaz sem slovenistka, če jih greš pogledati, tudi te naše prevode original in če jih ne jemlješ tako dobesedno, so enkratna in pravzaprav mladem nekom oporo nudijo. In se mi zdi, da tudi zaradi tega je prišlo do tega pravzaprav revolucionarnega gibanja mladih, kar so Beatlesi sporočili. Njihova fenica pa nisem zato, ker ne morem na noben komad zaplesati. Pa se da. Se moraš zelo potruditi. Zelo se da. For the benefit, da veste, kaj ti je valček, lahko slovaček plesate. Ja. Jaz se opravičujem, no, sploh ne dvomam. Ja, še nekdo, izvolite, ja. Seveda lahko plešeš, sam ne valčka. Takrat smo plesali vse sorte, je. In ne v parih. Jaz, Irena, tukaj, ja. Hočem samo to dodati k vsemu zanimivemu, kar je povedal kolega Damjan, da ne bo izgledala tako Ljubljana centrična zgodba. Jaz sem odraščala v majhnem gorenjskem mestu Tržič. V 60-ih letih sem poslušala Radio Luksemburg in takrat sem jih prvič slišala. Je sicer grozen škripal, pa tako pozno po noči, okrog 11 šele so prišli kratki valovi ali kjer že med naše hribe, ampak takrat sem jih prvič slišala in seveda so me takoj osvojili, čeprav sem bila še v osnovni šoli pravzaprav, ja, višji razredi. No, ampak v 70-ih sem bila že v Ljubljani, v študentskem domu in so bili Beatlesi že zelo znani. Imeli smo tudi mi manjša diski, ker smo imeli veliko primorcev v domu in smo znali skoraj vse pesmi, no, ne čist na pamet, ampak vsaj prvi dve kitice vseh, tako da na vseh študentskih žurih so bili Beatlesi prva točka, poleg Trox in še kakšnih, ne. Za razliko recimo od Rolling Stonesov, ki niso bili nikoli, kako bi človek rekla, žurerski bend. Sam to sem hotela dodati. Ja, seveda, jaz nisem takrat omenil, ne, poslušajte, z Ljubljane izviram normalno po celi Sloveniji
In takrat starši niso bili tako, moja generacija je postala permisivna, so se otroke razvadili. Mi smo bili še kar, mi smo bili, ne vaša, mogoče vaša, no, ja, ampak ja, recimo, mi smo, pri nas je bilo pa še kar starševska avtoriteta, ampak jaz sem imel zelo naprednega očeta, ki mi je dovolil v starševski spalnici ob 11. po noč Luksemburg poslušati, sam da sem slišal najnovejši njihov komad, ne. Jaz sem takoj mi je šel v hoj, naslednji dan v šolo sem že to poročal, ne. To je bilo res nekaj, ki je bilo v zraku, ne. Bolj ali manj. Je pa seveda, ne smete našega razreda imeti za posplošvati, ne, preko našega. Mi smo bili nekaj posebenega najbrž. Druge pa kakor kateri. Ne. Eni so, drugi niso, vse veste, tako kot zmeri. Ne. Eni so navdušeni, drugi so malo manj, tretji imajo pa probleme skozi. Nimajo časa za tako. Zdaj jaz malo špegam na tale telefon, kjer je ura, a ne, bliža se eni, ko bomo nadaljevali v kinodvorani. Tako da mogoče preden zaključimo, bi vas sam še toliko spomnila, da se vidimo po Veliki noči naslednjič in sicer bomo gledali en film o poeziji, o pesništvu, o Peterson, Jima Jarmusha, če le utegnete. No, ampak zdaj za konec čist bi pa izkoristila še tole priložnost. Damjan, ne vem, a sem vas tam na začetku prav razumela ali ne čisto v redu, vi ste bili v New Yorku leta... Ja, pa ne, takrat so bili Beatli, ne. No, ampak vendarle, ker bi vas tudi za to priložnost razglasila kar za petega Beatla, a ne? To pa ne. Mogoče malo en še uvod v tale koncert, ki nas čaka v dvorani. A ja, zdaj niti se čakate, kaj zdaj hočete vprašati, pred katere nami komade je igrajo. zdaj še pol ure, saj malo ste že prej... Na šej stadion igrajo, ja. In se ne slišijo. In se ne slišijo in se odločijo, da... Čeprav na 100-vatne zvočnike. Ja, nač, to je, ne vem, kaj naj rečem, ne. To je zanimiv videti, kako je to izgledalo, ne. Zlasti pa zanimivo to videti, ker jih je bilo res v zgodovini največ na tem stadionu, ne. Se potem je bilo še več, recimo McCartney samostojno nastopa, kaj ste bil v Latinski Ameriki, v Rio de Janeiro, bilo 100,000 ljudi, ne. To je več, ampak dobro, ta stadion 56 tavžen ti spravite gor, ne, več pa ne. Gotovo je to pač, to je dobro vedeti, ne, kaj je včasih bilo, kako to zgleda, kam se stvari razvijajo. Jaz temu rečem, to je nekaj, kar spada v splošno izobrazbo, ne. In hvala Bogu so Beatli bili dobro sprejeti in zaradi kljub temu, da sta dva mrtva, se je tehnologija vmes toliko razvijala, da so potem delali remake, bolj so zmiksali skupaj teh plošč, potem so video igrice nastopile, ne vem kaj še vse, skratka oni živijo, ne. Nimajo te smole kot Prešeren, ki se 30 let ali koliko, ali pa čez 20 let ni nič o njem vedel, ne, dokler ni Stritar nekaj naredil, pa pol Levstik, ali pa o nesrečnem Mozartu, ki so prišli trije na njegov pogreb, ne. Te časi so le drugačni, ne. Ampak tisto, kar je zanimivo in so v filmu tudi poudarjali, pa lahko s tem končam, je to, da je to bilo v zraku. Zdaj pa, a ste to slišal ali ne. Gospa je prej govorila o besedilih, ne, ki so jih tudi poznali, ampak jaz vam povem, da fenomen je bil v tem, da so vsi te pesmi pel, pa ben besedil razumevni, zlasti v Aziji, ne. Pa tudi pri nas, kakšna pa naša angleščina v drugi gimnaziji. Bolšvoh, ne. Poleg tega še ne, oni tudi malo slang pojo in tako naprej. Pa to ni, nekaj si zapomnil, nekaj si sam sfantaziral, ampak njihova pojava in muzika je bila toliko močna, da je šlo tudi brez besedil, ne. Dokler pa oni smo že malo bolj znali, seveda. Ampak to je zanimivo, ne. Zdaj, oglejte si tole, ne, ker je poučno to videti, ne. No, vse delno ste že videli, ne, to bo zdaj samo malo več komadov bo zaigrali. Damjan Ovsec, najlepša hvala, nam vsem želim, hvala vam, ne, da ste zdržali, da bi se nas tole držali še nekaj časa.